To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Stane živijo, kako je bilo na morju? Dober, mokro, sončno. Kje si bil? Kako V sem se Strunjanu, spočil? Piranu, Ankaranu, Malo dlje, na onih belih skalah, ali kako se reče. Belih skalah, to je po mojem v kar dostih državah. Ja, tudi v naši. A, pri nas je bil pol. Bravo, Ja, moraš podpirati podpirati lokalne. ne. Ja. Aha, pa z Bitcoinom lahko je plačal tam na skalah. No ja. Ženi. Se pa ženi. Ženi, okay. No, nekaj je. Ti tole je bila pa dolga luknja. Res je. Zakva? Ker si bil tako cvet na morju? Ja, zato, da sem se spočil in da sva se dobro pripravila za epizodo 42. Oh, tej ne lažno. Veš, zdaj 42 je ena cifra, 2x21. 2x21, A vidiš to simboliko? en tak dolg tek, 42 km, ki se mu reče To pa, maraton. to pa ti bolj veš, to pa jaz ne vladam. No, ampak veš, maratonci so ustrajni in tudi midva ustrajava že več kot eno leto in to je že najina druga sezona. Ja, in to so v bistvu zdaj drugo sezono začela zaradi Jasne, ne? Jasna naju je kar naprej klicala in prosila, naj odgovoriva na tista njena vprašanja, pa kdaj bova spet. In evo, Jasna, sva nazaj. Ko mi smo nabrala vse odgovore. Ja, res je. S čim začenjava? A s tem mogoče zdaj, ko si bil na Facebooku ali pa na kjerkoli drugem, Facebook, kakšen buk. Aha. Kaj je to? nisi na knjigi obrazov, Ne, nisem na knjigi obrazov. Aha, Nimam okej, no, obraza, pa- jaz sem brezobrazen. pa na X-u ali pa kje, jaz mogo že kakšen potrdilo o tem, koliko si strdec. Ne, ampak sem pa videl zanč kot da imam skrito novico zaradi, Aha. kako že piše, zaradi tega, ker nisem potrdil svoje starosti ali nekaj Ja, takega. ja, ja, X je že začel. Ja. Manj- Ampak Kaj jaz se dogaja? skačem iz ene jurisdikcije v drugo z VPN-ji, ne? Aha. In verjetno sem imel kakšen UK ali ne vem, kaj je bilo, v glavnem. Ja, Evropa nam hoče vsiliti zakonodajo, ki bo omogočala popolno cenzuro na internetu in kontrolo komunikacije, ne? In začeli so s to verifikacijo starosti, koliko smo stari, ne? Tako. Da nas bodo zaščitili pred pornografijo, otroke, da bodo zaščitili pred pornografijo, pred turisti, ne turisti, unimi te drugimi. Teroristi. Motoristi, Ja. motoristi ali teroristi ali Ja. nekaj. Ja. No, in od nas hočejo potrdilo o Starosti. ne. In to bi bilo, najbolj bi bili veseli, če bi mi stikali svojo osebno, a ne recimo. Recimo. Ja. In No, ampak to so v UK-ju, ker pa to zdaj že velja. Ne? V EU-ju še ne. V EU-ju imamo zdaj, mislim, da vsaka država ima 12 mesecev, da to implementira. V UK-ju so pa že štartali s tem z avgustom. In sicer, če prav razumem, to zgleda tako, da bojo mogli eno aplikacijo zdownloadati, ki bo poskrbela se tam preveriti oziroma identificirati. In vsakič, ko bo šel ne vem, na Facebook ali na Instagram ali nekam, boš mogel dokazati s to aplikacijo, da si pač polnoleten, oziroma to, kar bojo hoteli, da si star, da lahko to uporabljaš. Ne? In s tem bojo rešili vse, kar si prej povedal, se pravi, od nacionalne varnosti do otroške pornografije, do trgovine z otroki. Z Pač organi, ne, ne, otroki, pozabila sva trgovina z še eno stvar, ki jo bojo slišali naši poslušalci v medijih, in sicer, da to je, da hočejo obvladovati dezinformacije. Ja. Ne? Da ne bi kdo kaj napačnega slišal, a ne. Tisto, kar hočejo oni, da Samo mi tisti je slišimo. treba poslušati. Ja. Ja. No, to je ena zadeva, ne? Ampak nismo še končali. Imamo še drugo zadevo, ki posega v zasebnost, in sicer je to chat control, tako imenovan chat control, ki bo, mislim, da je oktobra, kdaj je glasovanje v Evropskem parlamentu ali svetu ali karkoli že imajo to neke korake o tej zadevi, in sicer hočejo, da bojo brali vso našo komunikacijo, da bojo vse slike na telefonih počekirali. Skratka, popolno kontrolo nad vsem, kar Tudi o tem smo že nekaj govorili, Ja. se pravi, Evropa je pogruntala, da enkripcijo ne morejo razbiti, tako. da aplikacij, ki kriptirajo sporočila, kot je recimo Signal, ne morejo prositi, da bi to
komunikacijo odprli in so se zdaj kar zmislili, da bodo od operacijskih sistemov, od podjetij, ki ponujajo operacijske sisteme, zahtevali, da se podatki beležijo, predno se pošljajo. Se pravi, bo kar Google pa Apple na naših telefonih, pa Windows na računalnikih snemal vso vsebino, vse slike, pač vse, kar tipkamo. No, pa v ne samo realnem sistemi, času. ne samo sistemi, tudi aplikacije za komunikacijo. Aplikacije, ja, tako. Tako da, ja, to je grob poseg v zasebnost. Ne? No, In kaj lahko naredimo? nekaj malega upanja še imamo. Se pravi, ta Evropski svet velike inteligence, kjer sedijo tudi Slovenci, 9 Ja. poslancev, mislim, da A imamo. celo. Ja, Okay. se veš, 9 najbolj pametnih smo kaj poslali, seveda, svetnikov. Mhm. Imamo možnost, da jih opozorimo na to veleneumnost in pišemo. Kje? In, na tej strani Fight Chat Control, ki jo bova objavila v, kako se reče, v zapiskih od spodaj, Ja. so objavljeni e-maili teh naših patronov, ki jim lahko pišemo in od njih zahtevamo, da glasujejo proti temu chat kontrolu. In celo na tej spletni strani je pripravljen obrazec oziroma vsebina, ki jim jo lahko pošljemo. Sam poklikaš, ne? Tam zbereš, kaj ti ni všeč, Tako. se ti zgenerira tekst, potem pa to iz svojega maila pošlješ na njihov mail, kot razumem. Našim raznim, zverom, Grimsom, Šarcem, Ja. tem poznatam menim. Vsem tem. Tako da dajmo to narediti, ne? Dajmo to narediti, malo vsaj pritiska. nekaj. Mogoče malo jih bo vsaj pritiska na njih. sram, ko bodo glasovali spet, tako kot jim bodo naročili, pa bodo šli mogoče vsaj z polno glavo spat, pa da bodo slabo spali. Vsaj neki. A to ti resno, ali kaj? Resno. Da bo oni se zamislili. Pa, a mi se zanimajo vesti, ali kaj so to teleta, neka ne, pač zaverovana oni- sama vase, ali kaj je to? Ma kaj pa vem, imajo tudi samo tiste informacije, ki pač jih morajo imeti in ne daj, vem, pa če saj oni živijo med sploh normalnimi razmišljajo ljudmi. tako daleč. No, v glavnem to naredimo. Ne? Imamo pa že alternative. Kjere? Noster. A to je tisto, kar mi dva govoriva zdaj že en let, ne? To. Ja, ok. Torej, to je aplikacija, ki jo lahko poganjate v brskalniku ali na telefonu. Ali zdownloadate aplikacijo, ali pa v brskalniku odprite Primal, Amethyst. Kaj Ja. še? Kar dajte Primal. Primal je taka najbolj Okej. simpel. Um, Primal. In boste videli, da je to neka chat aplikacija kot Twitter, samo da tam pa res ne more nihče prisluškovati oziroma omejevati vaših zapisov, vaših misli. Prav, tam imamo mi kontrolo nad našo identiteto. Tako. In nihče nas ne In- more dol rukniti ali pa Tako, zbrisati, cenzurirati. Tako, nihče ne more preprečiti, da ti nekaj poveš, lahko pa te ne posluša. Ne, se pravi, na drugi strani lahko omejuje. Sam sebi, ne pa drugim. Ne? Ja, ampak če je nekdo lastnik aplikacije, ne, Ja, lahko reče, pač ja, to pa to, pa to, ne vem, vsebino ne bomo prikazovali. Recimo. Okay. Ampak bistvo je, da si ti lastnik svoje identitete in da lahko poveš celemu svetu, kar pač želiš. Tako. In med sabo si lahko v Nostru tudi plačujemo. Ne? Ja, Z denarjem svobodnih, z denarjem, ki ga tudi ni možno cenzurirati, in to je rdeča nit najnega podcasta. V Nostru se sicer to imenuje zepanje, ampak gre za prenos bitcoina med klepetavci, med udeleženci v pogovorih. te grejo naprej. Ja, V zadnjih 2 mesecih je bilo ogromno novic o tem, da javna, se pravi, da podjetja, ki kotirajo na borzah po celem svetu, prednjačijo predvsem v Združenih državah Amerike, kupujejo bitcoin za svoje, kako če temu reči, strateške rezerve. A ne? No in največji izmed njimi še vedno MicroStrategy, oziroma zdaj že? samo a strategija. ja, Strategy, no vidiš. Kam zdaj že kaj 630,000 bitcoinov. Ja. Mašina. To je več kot mi dva, po mojem. Ja, 1, 2 imajo več. Dva več. Pa so pa naprej, naprimer Mara, pa 21, pa
Bitcoin Standard Treasury in tako naprej. Pa tudi tam ne vidim nek Trump medija, ima že kar neki 18,000 bitcoinov. Zanimivo, ne? Kar dobro ve, kaj je to Bitcoin in zakaj ga potrebuje. Ja. No, ampak se pravi, imeli smo signale v teh zadnjih mesecih, da podjetja kupujejo za svoje rezerve, da pa tudi ETF-i, spet največ No, v ZDA. jaz bom še to dodal, da so ta podjetja tudi z Japonske, so z Kanade, ampak tudi iz Evrope. Se pravi, podjetja iz celega sveta, tista, ki to javno objavijo, za mnoge sploh ne vemo, v resnici že kopičijo Bitcoin, zato da svojo kupno moč obvarujejo v prihodnosti, ker kopičiti dolarje oziroma svoje lastne fiat valute je bistveno manj varno in seveda nedonosno. Ne? Drži. No, ETF-ji je bila pa zgodba praktično enaka. Veliko povpraševanje, koliko jih imajo zdaj že skupaj? Mislim, da 1.300.000 približno, Bitcoina. Ja. Največ pa BlackRock, daleč največji, 750,000. Fidelity je na drugem mestu z 200 in pa si sledijo navzdol. Skratka, tudi tukaj. Zasledil sem eno objavo, da je več kot 40% institucionalnih vlagateljev v ETF-e. Ja. No, ampak se pravi, če skupaj to seštejemo, je več kot 10% zaloge Bitcoina v podjetjih, v ETF-ih. Ampak kje ti tukaj vidiš problem? Ja, da bo za nas zmanjkalo Bitcoinov, ne? To je ena stvar. Pa da ta Bitcoin, ki je pri njih, ki je v nekih skrbniških denarnicah, ne nujno sploh pri teh podjetjih, da postane, da zamenja lastnika, da postane v lasti kakšne države. Naprimer, BlackRock bi bil tak zelo tipičen, Recimo. da bi ga kakšna ZDA Kar lahko, popsala, ne? kako se temu reče, podržavila. Tako, kar smo bili na naših teritorijih v preteklosti kar dobro vajeni. Ja, Vemo, kako gre nacionalizacija. Tako da ne bodimo presenečeni, če se bo to zgodilo. Predvsem zato, ker so Združene države to tudi javno objavile, da za svoje strateške rezerve ne bodo kupovale Bitcoina, ampak ga bodo Zasegle. To Zanimivo, ni, ne? to Se ni pravi, najna ne izmišljotina. No? Ne, zakaj bi to predobil na nek ekonomski način, če lahko pač ukradeš na nek način. Ne? Se pravi, moč izpostavljajo in izkoriščajo. Tako kot povsod. Ne bo kdo v iluziji živel, da živijo na odprtem trgu v kapitalizmu in ne vem kaj še. Ja. No in kaj druga stvar še, se pravi, če si ti lastnik neke delnice, deleža ETF-a ali pa podjetja, ki kupuje Bitcoin, Bitcoin ni tvoj, ne? Tako je. Dajmo še enkrat ponoviti. Bitcoin je res tvoj, če ga imaš v lastni denarnici. In to si zapomnite in to tudi izvajajte. Kako naredijo to? To smo že večkrat povedali. Zelo preprost, ne? Zelo preprost. Kupijo strojno denarnico, kupijo Bitcoin, naložijo na strojno denarnico in če jim kaj ne gre, pokličejo najo. Ja, evo, to je to. Ja. Tako da Bitcoin na strojno denarnico. Ali pa pokličite Staneta in Davida za konjsko lekcijo. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji Na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Kaj me zanima? Omenjava, koliko je enega interesa za Bitcoin strani držav, ogromnih korporacij, podjetij, veva, da za tudi posameznike. Ampak cena Bitcoina pa zgleda, kot da ne sledi temu povpraševanju. Zakaj misliš že tako? Težko rečem zakaj, ampak se mi zdi, da manipulirajo malo ceno, da si naberejo žepe in ko bo enkrat rekel, ok, imamo dost, da bo tudi cena sledila temu navzgor. No, ampak
enkrat smo že omenili ta papirnat Bitcoin. Ja. Se pravi, nekako prodaja Bitcoina, ki ni tvoja, ali pa prodaja Bitcoina, ki ga morda sploh ni. Ja. Če so enkrat začeli uporabljati te mehanizme, zakaj jih ne bi skozi za kontrolo nad Ja, ceno? imaš prav. Rešitev tega je, da pokažejo, koliko bitcoina imajo. Ne? Ja? Ja, Kar je zelo preprosto. Zdaj sam, Mhm. kako bo industrija zdaj tukaj. to standardizirala, če ja. bo. Ja. Če bodo hoteli sploh to naprej porivati. To moramo mi zahtevati od vseh javnih igralcev. Absolutno, ampak še enkrat, dajte bitcoin shraniti v svoje denarnice, da se Tako ne je. bo treba s tem ukvarjati. Ne? Tako je. Pa čim več ga moramo nabrati, da bodo imeli korporacije in države, da bodo imele manjšo moč. Seveda. Pač vsak mesec ga je treba imeti več. Ne? Jaz bom kar 50 evrov jutri kupil, ti povem. Dobro, če ti 50 evrov, a boš bitcoin predal pa 50 evrov kupil. Pameten. Ok, no zdaj, ko so že prej omenjali tudi BlackRock, pojmo naprej. Direktor BlackRocka, gospod Larry Fink, imenovan kot začasni vodja VEF-a. Zanimivo, ne? Ja, Gospoda Švaba so lepo se znebili, oziroma so ga na hiter. nekaj je mogel na hiter oditi, ne? Ja. Spokat kavčke. Bil je nek proces, neki so preiskovali. Sodni proces, misliš? Sodni proces in seveda so si prvoščili preiskovalce in odvetnike, ki so njim blizu, in prišli do ugotovitve, da z gospodom Švabom in njegovo ženo, ženo, da za ta očitana dejanja, ki so bila, da ni nekih resnih indicev, da bi bilo karkoli od tega narejeno, tako da so jih lepo, kot če tem reči, sprostili v penzijo. In takoj naslednji dan imenovali Larryja Finka, šefa BlackRocka. A ja, to je tudi tisti, ki ima mogoče Ful enega največ bitcoina. bitcoina, od teh ETF-ov. Zanimivo, okay, da te malo razmisliti. Mm. No, in zraven še, se pravi, dva sta Larry Fink pa Andrej Hoffman, ki boste poskrbeli za to, da bo VEF, da ga bojo, ne da prenovili, ampak da ga bojo ponovno zagnali, da bojo izvedeli tisto, kar so si zadali. Kaj so si že zadali, kaj so že rekli? Da bomo leta 2030 srečni, kljub temu, da ne bomo imeli ničesar, niti imovine, kaj šele zasebnosti. No, vidiš, lepo. Se pravi, you will own nothing, Ja. you will have no privacy and be happy. Evo, super. Dajmo se malo vrniti. Se pravi, BlackRock obvladuje praktično vse industrije, vključno z denarno. In tale gospod Hoffman, Omeniva še, kdo je WEF, ne? To je WEF, World Economic Forum. tako, To so tisti strici, ki se tajno, Ma oziroma niti ne zdaj tajno, že niti javno tajno, ja. srečujejo v Davosu, v Švici, vsaj in še kje enkrat na drugje. leto, ne? Ja. In nekako skuša vplivati na odločitev tudi evropskih vlad. a Ne? Ja, drži, in zaradi tega, ker so njihovi člani, tudi Slovenija ima nekaj članov, njihovi učenci, ne, njihovi, ne morem reči, sluge. Plačanci. Ja, tudi tako lahko rečeva. Ne. No, ampak kje so ostala? Ja, Larry Fink, smo rekli, obvladuje praktično vse, in pa Hoffman, ki obvladuje farmacijo. Zdaj pa dajmo z malo zavrteti nazaj teh 5 let. Kaj se je zgodilo z denarjem, koliko ga je več, pa kaj se je zgodilo mogoče v farmaciji. A potem Z prehladu, rekordnimi, misliš? ja, tudi posledično, seveda. Ne. Dajmo biti pripravljeni, da se bo to še zgodilo kaj v prihodnosti. No. Samo to. Vsak pa ne sam stvari skrb sestavlja. Imamo še kaj tukaj, ne? Mava. Malo. Vse, kar je nadelč povezan z VEF-om, dajte zavrniti. Tako je. Če boste videli kakšno značko, tako kot ima gor, eno tako mavrico, ne, krogec pa mavrica, no, to so oni. Pozorite kolege, da oni ne delajo za nas, za njih, čeprav govorijo, da delajo za boljši svet, ampak delajo za To je njihova. njihov svet. No, tako lahko rečemo, ja. Koristni, Ja, so že povedala, ne. Nič ne boste imeli, srečni boste, pa brez zasebnosti boste, tako da. Alternative so pa že malo prej povedala. Noster, Bitcoin.
To so orodja. Niso to vsa orodja, ampak en korak. Še ena velika firma je v tem času, sred poletja, Povej. po teh notah igrala, se pravi proti naši zasebnosti, proti našemu denarju oziroma denarnicam. Si opazil, kaj se je Googlu zareklo v sodnem procesu nedavno? Ne, daj povej. Priznali so, kar že seveda vemo, da njihovi uporabniki ne bi imeli upravičenih pričakovanj, da je njihova komunikacija zasebna. Torej, berejo vse, kar se prek Googlovih storitev pogovarjamo, izmenjujemo informacije, torej vsi poznamo ali uporabljamo Gmail, Google Talk, Google Meet, izmenjave fotografij oziroma njihova shramba fotografij. Enostavno so nam povedali, da ne smemo pričakovati, da je to naše ali pa da vidimo to samo mi in tisti, ki jim je naša komunikacija namenjena, ampak to seveda gledajo tudi oni. Obdelujejo, prodajajo in nas seveda rangirajo, ocenjujejo. Hočeš reči, da so zdaj pa tudi formalno priznali, da to, Ja, kar govoriva midva, v sodnem procesu je bilo treba pač to razkriti, ne? In poleg tega, da imajo to že napisano v njihovih splošnih pogojih, ki jih nihče od nas ne bere, je bilo to treba na glas javno povedati, in so nas samo še enkrat opozorili, da moramo malo razmišljati, kje se pogovarjamo, in kaj tam vse razkrivamo. In spet morava neko korist najnim poslušalcem dati povedati, kakšne so alternative. čak, dajva te prvo povedati še drugo stvar od Googla. O denarnicah. Ja. Ja, Google Play je, mislim, da 12.8. takrat enkrat uvedel politiko, ki od vseh razvijalcev programskih denarnic, torej od vseh denarnic, Bitcoin denarnic, ki jih omenjava, zahteva, da pred objavo teh aplikacij na njihovi tržnici Google Play Store pridobijo licenco, da se zagotovi varen in skladni ekosistem za uporabnike. No, to je pomenilo, da predno so to preklicali, ker kasneje so preklicali, da v tistih 24 urah so bili vsi razvijalci denarnic, ki jih uporabljamo na naših telefonih, v situaciji, ko so morali predložiti Googlu licenco, ki pač ne obstaja, ne? Se pravi, tako Evropa kot recimo Amerika sta se odločili, da tako imenovane lastniške denarnice, non-custodial denarnice, ne potrebujejo licence Zaenkrat še. zaenkrat, kako se že reče tem licencam, za upravljalce denarja Digitalnih sredstev. ali digitalnih sredstev. No, Google je pa vmes to pravilo kar že uvedel v svoj Play Store in seveda nastala je panika. Razvijalci so bili zmedeni, tudi tisti, ki so hoteli temu ustreči, so rekli, pa kaj naj vam pa predložimo, če teh licenc sploh ni. In ne moremo reči, da Google tega ni vedel, če Google ve vse, ne. Jaz predvidevam, da se je šlo, A misliš, da to ni bila res napaka, tako kot so rekli? ne, jaz mislim, da ni bila napaka, ampak da je bil samo poskus, kaj se bo zgodilo, dajmo malo probati, kakšen bo odziv te javnosti, a je ta javnost, se pravi, a je število teh razvijalcev sploh resna številka, jih je sploh dosti, a bodo sploh opazili, ali jih bomo enostavno ugasnili. Očitno je bilo, da je teh razvijalcev ali pa te javnosti dovolj, da so v 24 urah to zahtevo preklicali oziroma se izgovorili, da je šlo za neko interno napako, da nismo tako mislili, seveda te denarnice ne spadajo pod to ureditev, bla, bla, bla. Ampak v resnici so tlakovali neko situacijo, v kateri lahko zdaj rečejo, dajmo pa zdaj, neko manj zahtevno regulacijo uvesti, pa dajte nam en dodaten podatek, predno objavite aplikacijo, koliko bitcoinov vaši nodi preštevajo, ne, od vseh vaših uporabnikov, ali IP-je, ki jih hranite od uporabnikov, ali karkoli že. In to bi izgledalo tako, ne, da bodo rekli razvijalci, okej, še sreča, da ni bilo treba dati licence, bomo dali pa samo IP-ja, ne. Se pravi, ko predstavijo neko hudo grožnjo, je naslednja grožnja, ki je malo manj huda, izgleda kar v redu, a ne. Se pravi, zelo spretno manipulirajo in testirajo to področje
In to je v bistvu preverjena strategija, ne? Tako, enostavno je to pa neka lekcija, ki jo moramo vzeti resno in se čim prej pobrati na alternativne operacijske sisteme, alternativne aplikacije in jih začeti uporabljati. Na začetku je to zoprno, ampak tik-tak si not, ne? Tako kot smo se z Gmailom pa z Googlom sprijaznili, se bomo tudi s čim drugim. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Kakšne so alternative, David? Ja, alternative so, dajva pogledati, Graphene OS, ki ga mi oba uporabljava, a ne? Zelo preprosto in namestitev in uporaba praktično enaka, kot je. V bistvu je to Android, samo da je odklopljen od Google, ne? Tako. Ja, tako da priporočava. So tudi druge, Ubuntu Touch, ki ima pri tako... Graphenu moramo še povedati, da vse je odvisen od Androida. Se pravi, če Google ustavi razvoj Androida, ki je tudi odprtokoden, potem bi mogel Graphen začeti jedro operacijskega sistema razvijati sam, kar je kar velik zalogaj. Zdaj ga pa samo čisti in predeluje. In takih rešitev je še kar nekaj. Torej, Androidov predelanih, tudi Kitajci to počnejo, ne? Yep. Mislim, da je bil Honor ta primer, ko so ga Američani ustavili, zbrcali dol z Androida, je enostavno vzel kodo Androida in ga predelal in gor ni Googlovih storitev. No in jaz mislim, da Graphen da je zelo dobra rešitev danes, zato ker nam je Android znan in ga znamo uporabljati in nima Google servisov, ampak če se Android ustavi ali pa če bo Android cenzuriran v jedru, potem tudi Graphen ne bo good enough, ne? To, kar si pa naprej omenil, Ubuntu Touch, to je pa samo preslikava Linuxa iz računalnikov v telefone. Torej, povsem si odklopljen od Appla, od Googla, zdaj sva ful tolkla po Googlu, ampak z Applom je Isto, povsem ja, enako, seveda. Torej si povsem na tretjem operacijskem sistemu, ki je tudi bolj kot ne plod nekih navdušencev ali pa bistveno manjše skupine ljudi, ki, upajmo, ne sedijo v prvih vrstah VEF sestankov, ne? Ampak vsem, alternativ nekaj je, nekaj bo objavila od spodaj v prispevkih, za več naj pocukajte na digitalne rokave, a ne? Recimo info@decrypt.com, uporabljate Noster, uporabljate Bitcoin. Imamo še nekaj, ne? Alternativa, na primer Gmailu je, prej, ko sta govorila. Proton Tako, mail, Proton mail. Tuta mail, Tako. tudi jih je kar še nekaj. No, če že ta dva bosta dost. Bosta dovolj, ja. Ja. Sta pa dost prijazna. No, Microsoft ni alternativa, Apple ni alternativa, ker jih nismo omenili, to ne pomeni, da so cool, ne? Ja. Ok, poglejva, kaj je bilo še tazga v zadnjih mesecih? Ja, spet Evropa bi se rada, tako kot Slovenija, ne, polastila naših prihrankov in bitcoinov. Tudi bitcoinov, mater. Ja, na koncu. Ja, skratka, preveč denarja je v žepih, na bankah in želijo, da kapitalski trgi v Evropi zaživijo bolj, kot živijo zdaj, da se razvijajo in pripravlja Evropska unija strategijo, razvoj produktov, s katerim bojo ta sredstva, upajo, da spravili v obtok in da bomo ljudje, se pravi zasebniki, kupovali ta sredstva, s tem seveda bojo lahko pobirali provizije, kontrolirali naš denar oziroma naše naložbe. Gotovine kot take ne bomo mogli več dobiti, ne, če bomo ta denar, ki smo ga prej imeli na varčevalnem računu, plasirali v neke finančne produkte. Tako da bomo, mogoče je to, a misliš, že to neka strategija, kako še gotovino zriniti iz obtoka? Seveda. To je edini cilj. Poleg tega seveda, da poberejo še dobičke in davke. Pripravite se. Slovenija, to smo že govorila, je pripravila, kako se reče, nek trgovalni račun, ki ima nižje stroške in tako naprej, osebni trgovalni račun ali nekaj tako, ne. Pa še prej tisto ljudsko nedonosno obveznico. Tako, mislim, da je že drugo ali tretjo izdala, tako da
Ja, lahko se za to odločite, lahko date denar tja, lahko pa malo pogledate na drugo stran, kjer Sije sonce. veste, kaj imate in sije oranžno. Ja. No, ZDA je tudi sprejela en genijalen akt. Zakon. Genialen oziroma zakon, akt, ne? ja. Zato, ker imajo zdaj genialnega predsednika. Tako ne, ima ki genialnega ima predsednika, genialno ženo najboljšejšega. iz Slovenije. A Ja, to veš? ja, Ja, ja. sem spozabil. No, in s tem zakonom so Ja, legitimizirali. ja, stablecoine, se pravi stabilne kovance. Ampak te stabilni kovanci, seveda, ki so oni pripravili ta zakon, ne, katere se bojo lahko uporabljali, so samo tisti, ki bojo imeli licence njihove, ne, ki bojo, se pravi, Traceabilni, se pravi, ljudje, sledljivi. tako, ki bojo ljudje, se pravi, bili prepoznani, se pravi, boš mogel prej opraviti Ampak, a veš, prepoznavo. zakaj je to? Ne? Ja, zato, da teroriste, Teroriste, pa pralce denarja, pa pa ja, pedofile, ja, vse. ne. Ampak, a veš, zakaj je to? Ne? Ker so ful dobro narejeni na teh shitcoinih, recimo na Etru, ki imajo account-based, kjer si pošiljamo denar iz En naslov je. enega se pravi, naslova, ne menjamo vsakič naslov. Ne? Mhm. Torej, nas je izjemno enostavno slediti. Govoriva o stabilnih kovancih, kot so USDT, USDC, Tako. ne vem, kaj so še. Ne? Ampak v resnici vse to teče na Etru, Tronu, mislim, da ima Tron že kar ampak nekaj. vse je narejen zelo podobno. Imamo en račun, ki ga praviloma ne menjamo. Provizije za prenos teh kovancev plačujemo z kovancem omrežja, na katerem se Drži. gosti stablecoina, in so full simple sledljivi. Zato so jim pa všeč. Ne? Ja, pa ne samo to, ne. Imamo tukaj še kontrolo, so centralizirani, ne. Ja, seveda. Se pravi, blockchaini so centralizirani in so tudi na proof of stake, se pravi, tisti, ki ima večji delež, tudi lahko Ima več teoretično glasov, ne? vpliva na to, kaj se dogaja s samim omrežjem. Kar praktično. Treba reči teoretično, no. Ampak ja, tudi praktično, kar pomeni, da lahko tudi, ker imajo noter tudi, so programabilni, pomeni, da zelo podobno kot digitalni evro, digitalni, karkoli bojo že, kitajski juan, lahko ugasnejo, ne, vam ta denar. Zakaj pa so to tudi naredili? Zato, da v bistvu povečajo povpraševanje, likvidnost dolarja, ne. Ampak pol je to res genijalen akt. Genialno je, Za njih. genialno. Vse, kar si morate zapomniti, je to, da tudi stablecoini so v bistvu CBDC, digitalna valuta, ki jo tako ali drugače obvladuje država Tako je. in vlade. Ne? Ampak dajva pogledati, še malo Nemčijo. Dajva. V Nemčiji je pa se pravi, Sparkasse, največja skupina, če sem prav prebral. Oktoberfestu povedal. Ja, to bova naslednjič, no, kako Okej. reportažo narediva. Bo dodal trgovanje z bitcoinom in kriptovalutami za svoje končne uporabnike. Zanimivo, ne? Super, saj Sparkasse je tudi pri nas, mogoče došavni. Ja, se bojim, da bo to samo v Nemčiji, ampak mogoče čez kakšne 5 let pa da je tudi v Sloveniji. No in tudi Deutsche Bank, njihova največja banka, pa naj bi v prihodnosti ponujala storitve hranjenja bitcoina in kriptovalut. Se pravi, vse premika, Nemčija se premika, kljub temu, da so v Evropi, ne? No, ampak Ki je načeloma rečemo- negativna, ne? Rečemo, da so pogruntali, da vejo, da rabijo bitcoin, mi pa vemo, da ga rabimo pri sebi. Ja, drži. Kaj imamo še? Nekaj kratkih novic, vidim, da si pripravil. Manj v bistvu imamo samo še tole, lej, inflacija je zakonito ponarejanje, ne? Pa še enkrat, inflacija je zakonito ponarejanje. In en gospod je rekel, je priznal, no, pa če povem to prvo, kjer je ta gospod John Maynard Keynes, on je, ga slikajo kot očeta trenutne monetarnega sistema, v katerem živimo. In sicer je on povedal, z nenehnim procesom inflacije lahko vlade tajno in neopaženo zaplenijo pomemben del premoženja svojih državljanov. S to metodo ne samo, da zaplenijo, ampak zaplenijo tudi samovoljno. In medtem, ko ta proces večino siromaši, dejansko obogati nekatere. Čakaj, David. Ampak a ni to ta stric
katerega teorijo se učijo na ekonomski fakulteti. Drži, to je ta stric, ki je tudi, ne bom izraz naprej povedal, ampak ja, Ampak, a ni so to ta nas učili, ja, stric, so nas učili. katerega logika je v glavi vsakega našega bankirja? Dobro, ne? Vse Ful so dober. povedali že takrat, ne? Vse. Ful dober. Pa dosti malo zraven, sem še kaj hotel povedati. Dober, pa Jasni naslednjič odgovorila. Jasna, počakaj. Ostanite na kojno, zberite satoši.